Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ženske smo od nekdaj veljale za vir vsega zla. Adama smo zapeljale, da je pojedel jabolko z drevesa spoznanja. Bile smo krive vojen in čarovništva. V grško-rimskem času so na nas gledali kot na ena bitja med barbari in živalmi, kot bitja druge rase in vsekakor kot bitja, ki v svetu moških povzročajo nered. Na neki točki se je zadeva zamenjala. Bile smo boginje, zdaj pa smo vsaj v osnovi enakopravne članice družbe, ki imamo seveda pravice in moč vladati. Danes smo izbrali 3 najbolj odmevne ženske vladarice iz zgodovine, pa vse do zdaj. Poglejmo slikce. Kraljica Elizabeta I, potem imamo Katarino Veliko in še kraljico Elizabeto II. V moji družbi Srečko in Violeta, lepo pozdravljena. Danes kave nimam, čeprav smo v Klepet ob kavi, imata pa ekozelenje, da mečkam dvigneta nivo zdravja na še višjo raven, kakor verjetno že sama skrbita. Skrbita za zdravje, to me najprej zanima, za začetek. No ja, zadnje čase je bolj slabo, zato ker enostavno si ne vzamem dovolj časa zase in vem, da ni prav. Sem mislila, da pa teh letih, ko si enkrat 40 plus recimo, da te stvari pridejo v ospredje, ne? Ja, odvisno je, če živiš v miru, če živiš pa tako stresno, kot živim jaz, odkar sem v politiki, pa večkrat zanemariš te svoje osnovne potrebe. Zdaj bi rekla, drage dame, ne tu v politiko, ampak ne, to ni rešitev, ne, to ni rešitev. Srečko, vladarice smo videli, ne, je katera, ki ti še posebej ljuba, ali so čisto zgrešene tele vladarice? Ja, jaz sem bil zmeraj navdušen nad Katarino Veliko, rekel, ta njena drža, njen vpliv v politiki, ta močna ženstvenost ali ženskost me je zmeraj, bi rekel, navduševala. Zelo, ja, ostalo pa ne boš komentiral. Ostale ne vem, mislim, do teh, bi rekel, evropskega plemstva, jaz sem malo zadržan. Jaz sem enega prijatelja, ki je bil graf von und zu, to se pravi grofovska familija 1000 let, graf Eglofstein, spoznala sva se pred 20 leti v Italiji in enkrat mi je rekel, veš, kaj je glavni problem plemstva v Evropi, ne? Sem rekel, ne vem, je rekel, oni ne vejo, da je bila francoska revolucija. Tako da ti ljudje zgleda živijo v enem drugem času. Živijo v enem drugem času, v eni drugi svoji dimenziji. In ja, tako je. Ja. Violeta, pravijo, da v politiki velja, da če hočeš, da se kaj pove, rečeš moškemu, če pa hočeš, da se kaj naredi, pa rečeš ženski. Bi se strinjala s to trditvijo? Ja, no, ja, ženske smo bolj odločne in mogoče, tako bom rekla, nimamo verjetno toliko problemov z egom. Hitreje zavihamo rokave, naredimo tako kot v domu. 3 vogale držijo ženske ponavadi, pravijo, vsaj tako in po mojih izkušnjah je tudi tako. Je na vsakem področju tako, ne. Tam, kjer imaš v kolektivu žensko, kar odnese en velik del bremena. Zdaj, v bistvu v državnem zboru jih je manj kot četrtina, ne? Se ti tam dobro počutiš, bi imela še kakšno kompanjonko več, ali ti v bistvu paše to, da vas je manj? Jaz sem zelo vesela, ker je v našo skupino prišla še ena kolegica, Nataša Sukič. Mnogo mi je lažje, tudi zelo intenzivno dela, tako da jo čutim dosti kot bližje, kot večji suport, kot recimo moške kolege. Pa nočem biti krivična, ampak v enih stvareh sva si nekako lažje neka tiha podpora. So si pa ženske včasih tudi rade v laseh in konkurentke, kar je pa velika škoda, ker če stopimo skupaj, lahko naredimo čudeže. Res je. Srečko, bi se strinjal s to trditvijo, torej ženske ukrepamo, moški pa nakladate? Ja, glejte, jaz zdaj pri 62 imam tudi par prijateljev, ki so samski, ne, in ko prijem na obisk, jaz moram reči, da pri večini je disaster. Niti stanovanja ne znajo pospraviti, tako da brez te ženske energije, reda, bi rekel, udobja, vse veste, kaj pomeni ženska energija v hiši, ne? To pomeni imeti dom, ne? Moški praktično, če živi sam brez ženske, jaz nikoli ne čutim te energije doma, ne? In jaz mislim, da je zato tudi ženska politika, ženska prisotnost v politiki zelo pomembna, ker brez te energije doma, ne? Kajti praktično država je naš širši dom, ne? Se preko tega vpliva ni, moški smo bolj
Moški smo včasih glede tega malo čudni, ne? Nimamo tega. Kaj pa vrline, recimo? Katere bi rekel, da so tiste, po katerih ženske izstopamo, recimo, od moških? Kakšne lastnosti? Vrline, jaz odkrito povem, inteligenca. Jaz vidim ženski svet dosti bolj inteligenten od moškega, zato ker je ženski svet gleda, ali pa ženske gledate svet bolj z očmi duše. Moški pa gledamo bolj z očmi razuma. In veste, razum, če ni podkrepljen z dušo, zavestjo, se pravi z enim, bi rekel, notranjim uvidom v bistvu življenja, je lahko zelo prazen, ne? V bistvu razum ne pomeni inteligence, to moramo razumeti. Recimo računalniki znajo ogromno stvari narediti, ampak niso inteligentni. Inteligenca pomeni, da ti z svojim delovanjem podpiraš in razvijaš življenje. Razum pa pomeni, da ti ustvarjaš profit. In tu je zdaj, jaz vidim nekako ta glavna paradigma, ne, da mi moramo dati ženski energiji, ki ustvarja in podpira življenje, več prostora, to energijo profita, ki je pa mogoče res bolj moška, ne, pa postaviti malo bolj na stran. In ravno zaradi tega, če smem dodati, ženske nikoli niso sprožale vojn. Nikoli. So bile vojne zaradi žensk, od lepe Helene naprej, ampak da bi ženska napovedala vojno, zagrabila orožje ali pa pognala svoje sinove, svoje partnerje, brate v boj, kjer bi umirali za v glavnem profite, vojne so vedno zaradi tega, ne zaradi idej, to pa ženske ne naredijo. Smo pa po eni strani tudi statistično gledane veliko bolj izobražene, bolj mirne, bolj čustvene, po drugi strani pa zelo nepredvidljive in borbene. Recimo sploh, če se pogledate matere, ne, z otroci, takrat se bomo borile kot levinje, ne? Ja, ko pa smo matere, takrat pa se res spremenimo. Pomaga še malo hormon in takrat se pa za svoj naraščaj, za svojo družino zelo znamo zavzeti in boriti. In to traja, ne glede na to, koliko je otrok star, je vedno ta neki zaščitniški moment. In ljubezen največja. Opaziš to pri ženskah? Ja, te je strah takrat, ker to je, ne? Takrat se mi zdi, da smo res... To opazimo vsi, ne? Vse to je del življenja. Jaz tudi tako vidim, jaz imam enega sina, sicer že starejši, ampak ženska otroka rodi, ne? In tu je pač ena stvar, ki je moški svet ne razume, kaj pomeni roditi otroka, ne? In seveda tudi zato ženske drugače doživljate in življenje samo in tudi svoje otroke, ne? Najbolj preko na ta ženski način, ne? Ki je bliže resnici življenja kot moški, ne? Po mojem. Kako bi pa recimo Violeta komentirala to, da ko je ženska vodila državo, so torej naslednje leto zaznali 5,4% rast, ko pa je moški, pa je bil ta procent zgolj 1,1%. Ja. Zdaj, če se naj na aktualno politiko, recimo evropsko, mečkam, da se referiram, ne, von der Leyenova je zdaj predsednica Evropske komisije in Evropsko centralno banko zdaj vodi Christine Lagarde, in one dve popolnoma drugače rešujeta gospodarsko krizo zdaj, kot so reševali predhodniki prej, ki so naložili ljudem, da morajo zategovati pasove, šparati. Gospodarska kriza 2008 je povzročila ogromne krivice, ne. Socialne države so razpadale, razprodaje so bile vsega skupnostnega in revni so postali še bolj revni, ne. Tisti bogati pa bajno bogati in reševali smo banke. Reveži smo reševali banke, medtem ko te dve sta pa odprli mošnjiček in dale pomoč državam, da bodo premagale zdaj to krizo, ki jo prinaša sabo korona. Tako da tukaj zaznavam večjo modrost in kot si prej omenila... Tudi empatijo mogoče, ne? Ja, in denar mora krožiti. Reven upokojenec pač ne bo zapravljal, reven študent ne bo zapravljal, človek, ki nima in s tem prav nič država ne profitira, ne dobi noter davkov, ne dobi profita, ustavi se gospodarstvo, vse se ustavi, ne? Če imaš ti denar nekje deponiran in ga ne daš v obtok. Tako da so punce kar modre. Ja, tako, zdaj pa, ker gremo si pogledati aktualne klepetove dogodke. Kako ustvariti službo svojih sanj? Konkretno, dejansko, praktično. Kako živeti kot milijonar, brez da imaš milijone. Predavanje oziroma delavnica 10. oktobra.
Za vikend med 16. in 18. oktobrom vabljeni na Jezersko. Tam so res neverjetne energije. In kaj bo potekal vikend seminar z Marijo Ano Kolman? Spoznavali bomo zares tiste ta prave, starodavne modrosti narave. Vabljeni na sejem Narava zdravje od 21. do 24. oktobra. Ja, tako, mi smo nazaj, Srečko. A bi rekel, da je mogoče, kako gledaš pravzaprav na žensko intuicijo? Kdaj je to tebe malo, bom rekla, kako ne rečem, spravila v kašo v končni fazi? Mene ženska intuicija zmeraj preseneča, ker včasih mi žena reče, pa saj sem ti povedala pred 3 meseci, ne? Kaj bo? In kaj bo, nekako bi bilo treba tudi določene stvari narediti. Mi imamo eno kmetijo, ne? In ima prav, ne? Se pravi, ona vidi intuicija, veste, recimo Einstein je odkril te svoje velike zadeve z relativnostno teorijo, ker je imel zelo močno intuicijo, ne? Intuicija pomeni, da ti vidiš preko forme nekega obstoječega koncepta, naj bo to znanstven, naj bo političen, naj bo gospodarski, ne? In intuicija definitivno je gonilo razvoja. In jaz upam, da bomo mi tudi v šolstvu intuicijo otrok, bi rekel, pospeševali, krepili, ker intuicija je v bistvu, ima izvor v inteligenci, ne? Razum pa kot tak, zato sem že rekel prej, ne? Da so ženske bolj inteligentne, v bistvu imajo več intuicije, ne? In moški moramo to razvijati tudi pri sebi. Več intuicije pa manj tega trdega, logičnega razmišljanja, ki ne vidi ozadja stvari, ne? Ja, smo ženske nekaj res dobri multipraktiki, ne? Ja. Violeta, kako bi se tebe jemljajo v parlamentu? Zdaj dobila občutek, da te jemljajo recimo bolj tako z rezervo? Mogoče tudi zato, ker si ženska? To ne, ampak politični nasprotniki recimo te diskreditirajo na popolnoma drugačne načine kot moške. Jaz recimo sem stara 57 let, tega ne skrivam in se tudi dobro počutim v svoji koži, vendar nisem 20-30 in če sem kdaj utrujena ali pa če kakšen detajl ni najbolj urejen, če je, ne vem, če kakšen las štrli, potem se ne na vsebino, ampak se spravljajo na to. A nimate kopalnice, a nimaš frizerja, lejo babo, ta je pa zapita, zadrogirana celo in pa, ko grem pogledat profil tega človeka, ki mi to očita, je ponavadi s takim vampom pa s takim pirom in rečeš, pa ti sebe kdaj pogledaš, ne? Ampak to je grozno, ne? Da te diskreditirajo skozi tvoj izgled, skozi to, da si ženska, tudi ženskam se veliko bolj zameri to, da si upajo koga ogovoriti ali pa kritizirati enakopravno, ne, kot moški. Bi morala biti tiho baba, pa bi doma za šporhetom, ne. Nažalost, gremo spet v tej smeri, ki smo jo nekje pred 100 leti mislili, da smo jo že presegli, ne. In vse to, za kar so se borile ženske skozi stoletja, kajti naše pravice, ki jih imamo, niso kar z neba padle, ne. Vse so priborjene skozi, omenil si francosko revolucijo in vse emancipatorne projekte, od 2. svetovne vojne, kjer so ženske dobile in volilno pravico in enakopravnost in tako naprej. Zdaj se to spet nekje tako zgublja in pravica do razpolaganja z lastnim telesom, do kontracepcije, abortusa, do odločanja o rojstvu otrok. Slišimo celo pozive, naj bi Istanbulsko konvencijo preklicala Slovenija, ki smo jo podpisali pred leti, ki govori o varnosti žensk in proti nasilju v družini. To je pa res zelo, zelo skrajno nevarno, ne. Ja, klej se res vpraša, da sploh take pobude daje, ne? Dajejo. Moški in nekatere ženske se celo strinjajo s tem, kar je najbolj grozno, ne. Če ti verjameš, da je ženska manj vredno bitje narejeno iz moškega rebra, potem verjetno verjameš, da tudi nimaš pravice enakopravno sedeti in moškega kritizirati. Groza. Srečko, dajmo zamenjati temo, res, predtem, ker vsi v depro pademo, ne? Ja, tako je. Ja, taka so dobro si, dejstva. da se boriš v tejle, v Hvala. tisti izbi not, ne? Srečko, ženske na eni strani ne bi bile bolj maščevalne, moški pa bolj agresivni, ja, ne? Se to kaj spreminja skozi zgodovino? Če gledamo nazaj do danes. Če bi hoteli to zdaj definirati, bi mogli narediti eno raziskavo na velikih številkah. Jaz mislim, da
da v določenih situacijah to velja za oboje, in za moške, in za ženske, tako da težko bi rekel, zdaj mi smo bolj agresivni, ženske bolj maščevalne. Ne vem, ne bi vedel odgovora, to bi se moglo zmeriti, to bi mogli pač raziskati, če je to res Veš, ali ni pravijo, da res. hudobne ženske so res tako veš, so opasne, ne? Ja, ampak jaz v življenju toliko hudobnih žensk v bistvu nisem spoznal, jaz ne vem. Dobro, da imaš srečo. Sreča. Ja. Violeta, zdaj, če se mečkam lotimo še teh koronskih ukrepov, kaj je tisto, kar tebe najbolj moti, pa se kar tresaš, pa živčna, pa spremenila, pa veš, da pa sama lih ne moreš, ne? Veš, kaj me najbolj moti v resnici? Dvojna merila. Ne? Da tisti, ki nam nalagajo ukrepe, jih sami ne spoštujejo in zato potem ljudje dvomijo v te ukrepe. Ne? Če nek minister kaznuje človeka za recimo nenošenje mask, sam se pa mirno sprehaja brez, potem kako naj mi verjamemo, da so ti ukrepi res tako radikalno nujni. Če ne smemo prehajati iz občine v občino, pa minister kosi travo na svojem vikendu, ki je 3 občine stran od njegovega domovanja, potem tudi rečeš, zakaj? Oni lahko, mi ne. Če otroci morajo že v vrtcu in osnovnih šolah pač biti cele dneve pod nekim strogim režimom in z maskami in tako, zakaj potem ne ravno recimo ministrica, ki je iz tega resorja, in to me najbolj moti. Jaz se v stroko ne bom spuščala, zato ker tudi stroka si ni enotna o tem, kako bi morali reševati te probleme. Ne? Jaz imam svoje mnenje, vendar to je pač mnenje nekoga. Ampak zdrava pamet mi pa govori, da je nedopustno imeti v državi ena pravila za ene in druga za druge. Predvsem ti, če zahtevaš nekaj, ker vedno smo rekli, glej, kaj delam, ne poslušaj, kaj govorim. In pri vzgoji otrok in vedno v življenju jaz ne morem govoriti nekomu, kako se mora obnašati, če jaz sama kršim ta pravila. In tudi otrok te bolj gleda, kot posluša. In če ti kot nek predstavnik oblasti nisi toliko odgovoren, da si sam vzor temu ravnanju, potem bolje, da si tiho. Srečko, ti si tudi zelo kritičen pravzaprav do nošenja mask in teh drugih ukrepov. Jaz se zavzemam za rigorozen znanstven pristop. To pomeni, definitivno bi morali delati obdukcije že od začetka, ker ko nekdo umre, pač zdravniško mnenje ni dovolj, treba je, bi rekel, narediti medznanstven dokaz, to pomeni obdukcija. Druga stvar, ki je, jaz pač v tujini se o tem več govori, da so ti testi nezanesljivi. Ne? Ti testi, nekdo, če je ta test pozitiven in se reče, da je danes okužen, bi rekel, to je zelo nestrokoven pristop, kajti koronavirus je del endogene flore vsakega človeka in zdaj, če koliko sem jaz prečital v strokovni literaturi, ta test meri eno sekvenco DNA-ja ali pa RNK-ja virusa, mislim, če rečeš, da je nekdo okužen, je to smešno. Če bi jaz bil tisti, ki o tem odloča, jaz bi rekel, dajmo zdraviti ljudi, ki imajo simptome, nehajmo testirati in definitivno, tako kot so naredili na Švedskem, jaz bi ukinil nošenje mask, ker na Švedskem so to ukinili zaradi preprostega razloga. 8-urno nošenje mask več mesecev bo na ljudeh pustilo hude zdravstvene posledice. Če bi se recimo naredil en test, pa niti ni potrebno, da se testa dela, mi vemo, da če človek diha zrak, kjer je 30% več ogljikovega dioksida kot sicer, ker ti dihaš svoj predihan zrak, da to ima negativne efekte na zdravstvo, na zdravstveno stanje človeka. In s tem, jaz sem se nekaj časa ukvarjal, da bi stroki ti 2 kritični vprašanji predstavil, da bi se mi mogoče tudi soočili, da bi se malo o tem pogovorili, pa nihče noče. Tako da sem tudi jaz dvignil roke in sem rekel, okej. Jaz imam še eno stvar, ki me zelo moti, in to je nezdravljenje drugih bolezni. Ob epidemiji korone so vse druge bolezni nezdravljene. Ravno včeraj je umrl moj dober znanec na urgenci, ker je 4 ure čakal na COVID test. Mi je pa srčna nek zaplet. Moja lastna mati ta trenutek leži v bolnici v katastrofalnem stanju, zato ker marca ni dobila za banalno srčno aritmijo potrebnega zdravljenja. To me pa zelo boli.
Verjamem, da je kar nekaj tudi izmed vas se bo našlo s podobnim problemom. Jaz seveda upam, da se končno nekaj premakne in da se res sreča tista zdrava pamet. Ostanite zdravi.